Karga Želja. Živja. Govoriva o kombiniranju oziroma pravilnem kombiniranju živil. Ja. Kateri je četrti princip, ki se ga je pametno držati? Četrti princip, ki se ga je pa pametno držati, pa govori o sadju. To je pa zelo, zelo pomemben princip, vsaj po mojem mnenju, ker veliko ljudi ne ve, kako jesti sadje in dela napake, ki povzročajo težo v želodcu, prebavne težave in tako naprej. Pomembno je, da sadje jemo samo, se pravi, ne v družbi z drugimi živili. Klasičen primer, kaj delamo narobe, je recimo to, ko pojemo neko kosilo, potem pa za poobedek, kot recimo za sladico, pojemo še določen sadež. To recimo se pogosto dogaja tudi v hotelih, v restauracijah in tako naprej. Problem je v tem, da je sadje izredno hitro prebavljivo, veliko hitreje kot so druga živila. In ker je sadje hitro prebavljivo, če imamo v želodcu že pač neko drugo hrano, se pravi, sadje pride na tisto hrano in pa čaka na prebavo in v tem času, ko čaka, lahko začne fermentirati. Fermentacija je pa krasna, če želimo imeti kakšne težave z gago, z bolečinami v želodcu in tako naprej. Se pravi, idealno je, da sadje jemo na prazen želodec in v nobeni drugi kombinaciji, se pravi, ne z ogljikovimi hidrati, ne z beljakovinami, se pravi, še enkrat na prazen želodec. Edina taka možna kombinacija pri sadju je pa zeleno-listno zelenjavo. To so, recimo primer so že te zelo znani zeleni smutiji, kjer kombiniramo recimo sadje pa določeno zeleno-listno zelenjavo v soku, se pravi, pomešamo z nekaj vode in zmešamo v mešalniku. Ta kombinacija je krasna in ne povzroča nobenih težav, nasprotno, bolje se počutimo in bolj smo polni energije in tako naprej. Katerekoli druge kombinacije pa ne grejo dobro skupaj, se pravi, običajna napaka je tudi sadje za oreščke, različna ta kombinacija študentskih hran, se pravi, oreščke pa suho sadje. To lahko kar povzroča težave v želodcu oziroma težo v prebavilih. Te nepravilne deluje, da so te nepravilne kombinacije kar nekako vse povsod okoli nas. V bistvu ja, nažalost. Naše tradicionalne navade so zelo v nasprotju s temi pravili o kombiniranju živil. Nažalost, in zaradi tega, če želimo pravilno jesti, se moramo kar teh pravil naučiti in konec koncev tudi privaditi. Ampak se vedno da delati, bom rekla, take prilagoditve, ki ne zahtevajo veliko truda oziroma odrekanja. Sadje je idealna malica. Koliko časa po zaužitju sadja se lahko pojemo nek obrok, ki vsebuje bodisi beljakovine, bodisi dušikove hidrate? Se pravi, po zaužitju sadja recimo počakamo kakšno uro vsaj. Se pravi, če pa sadje jemo po nekem obroku, ko smo jedli ogljikov hidrat, počakamo vsaj tam 2 do 3 ure, če pa jemo beljakovinski obrok pa od 3 do 4 ure. Potem pa lahko sadje. Recimo, ko se tisto prebavi, ko je želodec prazen, potem pa lahko recimo sadje, smuti ali pa sadni sok recimo. Hvala, Karga. Malenkost.